Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Sponzor oddaje je Eles, pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, trgovina Lopari.si Trbovlje in kozmetični salon Petra iz Lake. V prvem delu se bomo sprehodili skozi pester športni teden, v drugem pa se nam bosta pridružila Jaka Keše in Klemen Krajnc. 15. krog tretje slovenske nogometne lige je prinesel kar nekaj presenečenj. Zagorjani so po visoki zmagi v Ijevnici gostili Gorenjce iz Kranja in ostali praznih rok. Gostje so kljub dobrim posedovanjem domačega vratarja Mihe Gracarja uspeli enkrat vendarle spraviti usnje v njegovo mrežo, medtem ko domači niso bili te sreča. Pričakovanja so bila najbrž drugačna, tekma pa enakovredna, vaša ocena? Ja, pričakovali smo zmago, ampak v danih okoliščinah pa glede na potek tekme je mogoče to realen poraz. Res, da imeli ste terensko primoč, na videz bili boljši, v končnici pa so bili, zdi se mi, vendarle nekoliko bolj nevarni gostje. No, bili so, imeli so tudi nekaj priložnosti, prav tako kot mi, od prečke, če vse skupaj sešteješ, mogoče še po priložnostih egal. Težko bi zdaj povedal, da smo imeli mi bolj izrazite ali pa oni. Mi smo poizkušali, ampak danes se nam ni šlo. Ampak v končnici ste imeli absolutno vse na pladnju. Zadnja priložnost Neca Vozla, fantastična obramba nasprotnega vratarja, takoj zatem prečka in na koncu krona še tista 100% priložnost mladega Klančišarja. Na težkem terenu fantov najbrž nekaj dosti zameriti. Glejte, poizkušali smo, imeli smo v končnici tistih zadnjih 10-15 minut nekaj te priložnosti, ki ste jih naštel, ampak dejansko dan žoga ni hotel iti v gol in tako je. Rekli bi, takšen je pač nogomet, takšen je šport, sledi gostovanje v Novi Gorici. V Ivančni, ja. V Ivančni Gorici tekma, ponovno novo poglavje. Kaj bo. Probali se bomo sestaviti psihično. Upajmo tudi za več športne sreče. Upajmo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Uspešni so bili nogometaši trboveljskega Rudarja, ki so po zamenjavi trenerja prav tako z 1:0 premagali Velesovo. Strelec edinega zadetka je bil 2 minuti pred koncem Vid Vrstovšek. Nekaj minut za Rudar je igral tudi naš sodelavec David Bovski. Praznih rok so ostali Ivančani. Na gostovanju v Komendi so izgubili 3-2. Uspešnega starta se upravičeno veselijo nogometaši Kisuške Sobode. Po zmagi v prvem krogu Ljubljanske regionalne lige ali 4. lige so doma z 2-1 odpravili Moravče. Vodeči zadetek je že v 7. minuti dosegel Blaž Novak. Zmagovitega pa Vito Klopčič v 5. minuti nadaljevanja. Soboda se je prebila na varno 8. mesto. V polnem teku je tudi rokometna sezona. V prvenstvu rokometašic so odigrali tekme 19. kroga, v katerem so igralke Zagorja premagale tekmice iz Žalca. Za končnih 30-20 sta Tjaša Stanko in Janja Rebolj dosegli dobro polovico zadetkov, pohvaliti pa velja tudi obe vratarki, Andrejo Perič in Pijo Golob, ki sta skupaj zbrali blizu 20 obramb. Blizu uspeha so bili tudi Dolani, ki so na gostovanju v Slovenj Gradcu iztržili točko z izidom 25-25. Drugo so, po mnenju trenerja Tadeja Simončiča, izgubili slabim pristopom na začetku tekme. Razpoloženi Amal Ajdari je dosegel 9 golov. V prvi B ligi so odigrali tekme 21. kroga. Rokometaši trboveljskega Rudarja so gostovali na Kodeljevem in izgubili 42-26. Igralci Herč Martno pa nezadržno hitijo proti prvi ligi. Tokrat so doma Brežičane premagali z 38-32. Jaka Avsec je bil z 11 goli prvi strelec domače ekipe, Tine Strmlan jih je dal 9. Do novih točk so prišli tudi Ivančani, ki so goste iz Slovenskih Goric premagali z 31-29. Tokrat razpoloženi Simon Stopar je zabil kar 12 golov.
Še skok košarki. V ligi za napredovanje s 3. v 2. ligo so odigrali tekme 6. kroga. Hrastničani so se na Jesenicah oddolžili gostiteljem za poraz na domačem parketu in zmago 92-86 nadoknadili razliko 5 točk iz prve tekme. Dejan Godicelj 25 točk, Gašper Ovnik 23 in Matic Babič z 18 točkami so bili tokrat nepremagljiva ovira za Gorence. Litijani pa še naprej ostajajo brez zmage. Tokrat so v Kopru izgubili 75-70. Mi smo bili na tekmi v Trbovljah, kjer smo si ogledali zadnjo domačo tekmo igralk športnega društva Felix Zasavje, ki tekmujejo v mednarodni ekstra ligi. Njihove nasprotnice so bile igralke ekipe Koš iz Celovca. Zasavke so bile vse skozi v rezultatski prednosti in na koncu zmagale 54-42. Naša sogovornica Špela Kosem je bila z 19 točkami najboljša strelka tekme. Pred kamero smo povabili tudi trenerja. Špela, tokrat je bilo lažje kot na tekmi v Celovcu, ko ste zmagali samo za točko. Kaj je odločilo tekmo? Ja, mislim, da je predvsem več igralk bilo, lažje pač več menjav, pa smo se pač vsaka je malo igrala. Boljše, če jih je več, no, če več menjav, lažje igramo. Pa svojo igro si bila zadovoljna? Ja, lahko bi bilo boljše, ne zmeri lahko boljše. V redu je bilo. Ampak po podatkih si prva strelka tekme. Ja, enkrat vsakič je drug, ne. Pa celotno sezono šlo je za nekakšno poskusno ligo. Kako ste igrali, ste zadovoljni s doseženimi rezultati? Ja, z nekaterim tekmam smo razočarane, zato ker smo vedeli, da bi lahko zmagali, ne. Ni šlo tako, pač tako je, ne. Le poskusno. Ampak v odnosu na lansko leto, na preteklo leto, ko ste igrali v drugi republiški ligi, ste zdaj vendarle tudi malo oslabljeni, ni Marise, ni Rusinje. Ja, manj je se, tako se pozna, mlajše igralke so prišle k nam, pač rabijo izkušnje, pač z leti bo. Pa naj bo z leti, hvala lepa in srečno. Prva sezona Ekstra lige, katere pobudnik ste bili, na drugi tudi vi končana. Prvo ocene, je liga dosegla namen? Ja, jaz mislim, da vsekakor, da je liga dosegla namen, da je bila zelo zanimiva. Sicer je bila to zadnja domača tekma, imamo še 2 gostujoče, ampak mislim, da v tej tako gostovanje kot domače tekme, predvsem te mednarodne, svojo ekipa iz Celovca in iz Varaždina so popestrile samo dogajanje v ligi. V ligi je igralo 8 ekip iz Slovenije, Hrvaške in pa Avstrijke iz Celovca. Kakšna je bila disciplina? So bile odigrane vse tekme? Ja, odigrane so bile čisto vse tekme, oziroma 2 kroga ne še čakata, ampak mislim, da ni problema, da je tukaj vse ekipe, ko so se prijavile, so odgovorno sodelovali, tako da bo tudi za naslednjo sezono zelo zanimiv. Špela je rekla, da ste v odnosu na preteklo sezono nekoliko pomladili ekipa, na zadnje izgubili ste 2 igralke. Je to vse, kar imate trenutno, kaj je zadaj? Ja, tukaj smo imeli malo generacijske luknje, tako da enostavno so te starejše igralke, kot je Špela že omenila, so šle na študij, tako da je bila pa v generaciji malo luknje, tako da smo z nekaterimi mlajšimi in tudi naslednjo sezono bomo še dodatne mlajše aktivirali. In kakšni so načrti za naprej? Liga pravite, da je upravičila pričakovanja, da je tekmovanje kakorkoli bilo prijateljsko, pa vendarle doseglo svoj namen, da je bila disciplinirana liga in vse to. Torej za naprej boste nadaljevali s to začrtano potjo? Ja, mislim, da mi bomo vsekakor še v tej ligi sodelovali, tudi kot so ustanovitelji. Zdaj vprašanje, kako se bo liga tudi razširila, kajti interes je zelo velik. Najverjetneje se bo priključila še ekipa iz Madžarske in Italije, ter še ena ekipa iz Hrvaške, pa najbrž še kakšna iz Slovenije. To pa pomeni tudi več stroškov? Ja, ampak so bile glede na stroške, ki jih Košarkarska zveza Slovenije v prejšnjih sezonih za tekmovanje v drugi slovenski ligi, oziroma če primerjamo te stroške, so tukaj bistveno manjši. In kje so razlike te v stroških? Predvsem pri sojenju, registracije, kazni, tako naprej. Ta liga temelji na fair playu, tako da kazni ni, ne plačujemo kazni. Zdaj, na tekmi ste videli, da ni bilo nobenega, ki bi brisal parket in to ni bila kazen. V telovadnici tudi ni slovenske zastave, pa ni bila kazen. Pomožni sodniki niso bili enotno oblečeni, pa ni kazni. In se že tukaj potem skozi 7 domačih tekem dosti prišpara. Pravite, da pričakujete, da se bo liga razširila.
Potem naj bi to le nekako nadomestilo ta izpad slovenske košarke. Vemo, druga slovenska liga je bila po lanski sezoni ukinjena, v prvi ligi igra zgolj 6 ekip. Ja, jaz mislim, da je tukaj za samo žensko košarko v Sloveniji, da je edina rešitev bila ta ekstra liga in da se vsako leto bo bolj razvijala. Glede na to, da sem v ligi, sedaj soočamo, da enostavno vsi ne bodo mogli sodelovati, ki bi želeli sodelovati, da je to nek tak problem, ki so lahko malo pozitivno naravnan. Medtem ko je problem, da imaš premalo ekipe, je drugačen problem oziroma negativne narave. Pa za konec morda še nekaj podatkov o rezultatskih uspešnosti vaše ekipe. Ja, mislim, da čakata nas še 2 kroga, da bomo zaključili nekje na 5. mesto. Vse skozi smo malce se spogledovali z prvim 4 mestom, ki vodijo na zaključni turnir ter borbo za prvaka lige, ampak enostavno je glede sestave ekipe, pač to ni bilo realno in se potem tudi predvsem na tekmah proti Varaždinu, doma, ko smo izgubili 6 točk, ter 6 točk izgubili tudi v Murski Soboti z neposrednim tekmecem, da smo tam enostavno se poslovili od teh 4 mest, ampak kljub temu jaz mislim, da z vključevanjem mladih igralk se vse to nadomesti oziroma da bodo prihajajoče sezone za nas sigurno bolj uspešne, rezultatsko. Gospod Bukalič, hvala lepa za tale pogovor, pa seveda čim več uspeha tudi v prihodnje. Hvala vam. V Zagorju je potekalo državno prvenstvo kickboksu. Tekmovanja se je udeležilo 305 tekmovalcev, iz kluba Pondokovan Zagorje 17, ki so se pomerili v različnih kategorijah in osvojili kar 12 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 6 tretjih mest. Po 2krat so državni prvaki postali Zala Rozina, Melinda Ramadani, Tina Baloh, Miha Drnovšek in Tadej Kolander, ter enkrat Nina Resnik in Nejc Ostrožnik. Drugi so bili Tija Šile, Zala Rozina, Nina Resnik, Luka Leskovar in Nejc Ostrožnik. Tretji so bili Eva Kolander, Nejc Kozole, Anej Jerman, Jaka Rozina in 2krat Tim Kajtna. V Velenju je potekal mednarodni karate turnir, na katerem je nastopilo 300 tekmovalcev. V športnih borbah so Trboveljčani osvojili 2 drugi in 2 tretji mesti. Drugam sta bila Jure Kranjc in Kenan Isakovič, tretji pa Zana Dolenc Čučnik in Laram Salkič. Trboveljčani so bili tudi na turnirju na severu Črne Gore, osvojili so 2 prvi, 3 druga in 1 tretje mesto. Tretji je bil Ervin Salkič, drugi so bili Domen Zidar, Ajdin Mujkanovič in ekipa Zidar, Mujkanovič in Perc, prva sta bila Sabina Fazlič in Luka Perc. Bili smo tudi na tekmi športnega plezanja, ki je potekalo v soboto v Trbovljah. Šlo je za tekmo v okviru vzhodne slovenske lige. Preletimo uvrstitve alpinističnega odseka Planinskega društva Trbovlje v različnih starostnih kategorijah. Med starejšimi dečki je bil Rok Kralj 5, Enej Tržaj 21, med mlajšimi deklicami sta bila Kaja Bajda 5 in Tinkara Čeperlin 29. Med mlajšimi dečki sta bila Nik Uštar 24 in Bor Volavšek 25. Med starejšimi deklicami oziroma cicibankami je bila Maša Golob 21, Lara Gričar 20, Eva Lukman 17, Klara Obreza 28 in Alina Tržan 33. Vsa oprema za tenis in ostale igre z lopari. www.lopari.si. Evo, spet smo nazaj. Tako kot smo v vodu oddaje dejali, se nam bosta v drugem delu pridružila 2 rokometaša, trener Trboveljskega Rudarja, Jaka Keše, Jaka Živjo, ter vratar članske ekipe Rudarja, Klemen Kranjc. Tako, Živjo. Jaka, ti si že bil pred leti, ne vem koliko nazaj, naš gost, pa vseeno za vse tiste, ki nas takrat niso spremljali, kako je šla tvoja trenerska pot? Trenerska pot se je začela že leta 2000 v Škofji Loki. Takrat sem na prošnjo članskega trenerja Janija Klemenčiča, ki je danes selektor kadetske reprezentance,
prevzel vodenje starejših in mlajših dečkov, saj je on takrat sicer samo za 3 mesece prevzel člansko ekipo. Tako se je začelo, na to se je nadaljevalo. Zgodaj po letih, ne? Ja, takrat sem potem imel na izbiro, ali še igrati, ali iti v trenerske vode in sem se odločil tako, kot sem se in mi ni žal danes. Oboje se ne da. Težko je bilo takrat, če. Igral pa si prej na kakšnem igralnem mestu? Igral sem pa krožnega napadalca in sicer od 5. oziroma 6. leta. Tistega, ki jih največ dobija, jih največ daje? Oboje. Oboje. No, in kako je šlo potem naprej? Potem je pa ta pot kar hitro rasla. Takrat smo imeli zelo dobro ekipo. Pri mlajših dečkih je bil v generaciji Jure Dolenec, ki je danes članski reprezentant. Pri starejših kar nekaj zelo obetavnih igralcev, ki so igrali potem tudi po prvoligaških klubih. Potem je se vrnil Jani nazaj, sem mu tisto sezono pomagal, oziroma sva skupaj vodila. Bili so rezultati zelo dobri. Nato pa sem prevzel takrat novo generacijo mlajših dečkov, v katerih so bili pa tudi nekateri igralci, ki danes so tudi kar v jedro, tudi članske reprezentance, to sta bila Cingasar in Gaber. Še naprej. Še naprej. No, kmalu sem očitno se dokazal in takrat imel podporo v Jožetu Galofu, ki je na to vodil to prvoligaško druščino. In je pot hitro zrasla, tako sem prevzel ponovno kadetsko ekipo takrat, kjer je bil Jure Dolenec in ostali in smo bili na koncu za gol prekratki, da bi bili naslov prvaka osvojili. Potem hkrati še mladince in čez 1 leto sem bil mladinski trener in pa pomočnik Leopolda Jerasa v članski kategoriji. Ene legende, ne? Slovenskega rokometa. Kdaj si pa začel potem čisto samostojno delati pri članih? Že v tistem letu sem v bistvu 2 tekme vodil sam, preden je prišel Jeras, ker prišlo je do takrat malo čudne menjave že po prvem krogu, ko sem bil pomočnik prvo Begoviču pri članih Hrvatov, pa so se odločili po prvem krogu ga zamenjati in takrat sem vodil 2 tekme sam. Kako daleč smo to nazaj? To je bil leta 2005-2006. No, po koncu te sezone sem se pa priženil v Zasavje in takoj prestopil v vrste takrat še prvoligaškega Rudarja. In prej smo tam pred našim studijem gledali fotografijo takratne ekipe iz leta 2005, takrat je še ni bilo zraven. Takrat smo igrali še derbi z Rudarjem v prvi ligi. Tam si bil pa potem pri Rudarju koliko časa? Mislim, da 3 leta. Prvo sezono sem bil od začetka pomočnik Drobniču, nato pa je zbolel in sem začasno vodil, mislim, da 2 meseca sam ekipo. Nato pa je prišel Jani Čop, s katerim sva sodelovali še 2 leti pa pol, v bistvu do konca takratne prvoligaške zgodbe. Ko se je poslovil res velik klub, ne? Ja, res je. In padel daleč nazaj, k sreči, ne, se je pobralo. Ja, moram povedati, da v zgodovini slovenskega rokometa ni veliko klubov, ki so bili na takem nivoju, kot je bil Trboveljski Rudar. Zlasti je bil cenjen pri nas v Škofji Loki. Mogoče ga doma ne cenijo toliko, kot smo ga mi drugje. In zato smo pa toliko bolj veseli, da se prebuja, da dobro igrate zdaj tudi v drugi ligi. No, potem je bil pa še sprehod v kar za nekaj let v Šmartno, ne? Ja, takrat sem dobil službo tudi v Šmartnem in so me nekako prosili, da bi prevzel določen del mladinskega pogona. Pa ne službo v klubu, ne? Ne službo v klubu, ampak v šoli. Tako sem na to tam prevzel, se očitno dokazal in mislim, da na željo nekaterih igralcev, s katerim smo sodelovali tudi prej v Rudarju in v Škofji Loki, da je prišlo takrat po slabih rezultatih v bistvu do dvojne menjave, prvo Simončiča in nato Bojoviča. Takrat sem bil še zelo mlad, prevzel ekipo s 3 točkami na pol sezone, na koncu smo pa ostali v prvi ligi. Sicer čudežno, ampak uspešno. Koliko let je pa trajala ta ljubezen s Šmartnim? V Šmartnem sem preživel 6 let. Leto pa pol sem imel mlajša selekcija, na to pa 4 leta in pol pa člansko ekipo. In potem slovo? Slovo. V bistvu želja je bila še, da bi sodelovali naprej, tudi družina oziroma dom me je vlekel domov. K Rudarju? K Rudarju. In tu tudi sprva ne kot članski trener? Ne, res je. Na povabilo Uroša Drobniča, predsednika, sem
v bistvu prevzel malo več vodenja mlajših selekcij, malo nadzora, hkrati pa sem treniral tudi starejše in dečke in pa kadete. In kdaj je prišlo potem tisto povabilo za članskega trenerja? To je pa prišlo jeseni, ko je takrat odstopil trener Pesko. Je šel poslovne vode, ne? Tako je. Jaz upam, da mu bo šlo v gostinstvu, ne? Ja, upamo, vsi mu želimo najboljše. Tako, v delavskem in domu takrat sem Trbola. sicer prevzel začasno, tudi da očitno smo naredili nek premik, tako da smo se stabilizirali in zdaj upam, da bomo do konca še nabrali, ker naberemo še kakšno točko, tako da bo še... Kljub tem kar precej visokem porazu v zadnjem krogu pri Slovanu na Kodeljevem, ne, gre kar lepo letošnjo sezono, ne? Ja, moramo povedati, da ta Slovan je prišel tak, kot je. Mi nismo bili v najboljšem stanju, tudi čez cel teden smo imeli določene težave s poškodbami, tudi šli smo v tekmo z ne čisto vsemi. Na koncu smo pa naleteli na nasprotnika, ki trenutno igra zelo dober prvoligaški rokomet, ne samo. Prvoligaški, ne, Tako. s poudarkom, ne. In v 5 tekmah za tisto 100% rešitev potrebujete praktično 1 točko, ne. Tako je. Ne, to čisto teorija, ne. Tako. Drugače pa lahko rečemo, da ostanete v ligi, ne. Lahko rečemo, da smo, tako kot smo si Zelo, zelo blizu, ne. da smo si želeli, da se kar nekaj krogov pred koncem zagotovimo ta obstanek, da bo potem ne bo tako psihično naporno. Je pa to uspeh, ne, glede na to, da ste prvo leto, kljub tej bogati zgodovini prej, ne. Čeprav takrat vedno nekaterim apetiti zrastejo, ko se neka ekipa uvrsti iz nižje v višjo ligo, ne, se kar posledično že vidijo tudi potem spet v višji, ne. Res je, ja. Ampak je treba dozoreti. Dozoreti je treba, hkrati pa sem delal v tej ligi 3 oziroma 4 leta in jo dobro poznam. Vem, kaj zmorejo določeni igralci. Mislim pa, da tako izenačene pa tako dobre prve B lige pa še ni bilo. Da še ni bilo, ne. Tako. Po drugi strani je pa še eno dejstvo, da letos izpadajo iz prve B lige 4 ekipe. Da je še to In zelo na to še veliko kaže, da težje. bomo spet priča trbovskem, doljskem derbiju, ne. Ja, Upam, no, da uspe Dolanom, ampak če ne bojo pa derbiji v drugi ligi. če bojo derbiji, v bistvu je pa to dobro za prvo B ligo oziroma za ves zasavski rokomet, ker takrat so tribune bolj polne kot pa navadi. Tako kot pri nogometu v 3. ligi. Tako Kdo je. misli, da samo v 1. ligi, ampak tudi 3. liga lahko napolni 2000 ljudi. Jih Maribor včasih nima toliko, ne, na Res je. prvoligaških. Ti pa tudi nisi Trboljčan, ne po rodu, ampak si v Trbovlje prišel, oziroma vsak dan se voziš iz Celja. Tako je. Kako je šla tvoja športna pot? Ja, najprej sem s 6 leti začel igrati rokomet. Je bilo to kakšen razlog, je kdo od domačih igral? Ne, zanimiva zgodba je v tem, da smo z bratom začeli trenirati v osnovni šoli kot krožek. In na začetku nekaj časa, ker sem še vzporedno igral košarko, ni noben doma sploh vedel, da igram rokomet. Ko naenkrat oče zasačil, da smo prišla s treninga rokometa, prvo bil jezen, ampak potem čez čas se je navadil, dejansko zdaj vsa družina rokometa, oče je zelo zagret navijat Celja. Jaz pa sem do kadetske ekipe skozi branil v Celju. Potem pa... Mogoče omemba kakšne generacije takrat? Kdo so Ja, še jaz tvoji sem bil soigralci? v generaciji Mačkovšek, ki zdaj igra v Celju, in tudi članski reprezentant Potočnik, kateri je zdaj igral v Velenju. Blaž Sendelbach, ki je zdaj moj soigralec, tudi jaz sem z njim igral, ne. Potem takratna B-članska ekipa, ki je bila, so zraven bili Urban Lesja, ki je članski reprezentant, Nikola Ranevski, ki je zdaj moj soigralec sicer, in še kar nekaj, Gašper Marguč recimo. in Aha. takšni. Torej, Tako da potem pa me, ko sem prišel v kadetsko ekipo, me je pač zaprosil oziroma me je klub posodil v Maribor za eno sezono. V Mariboru so se odločili, da me po koncu sezone odkupijo. So se pogodili, jaz sem še nadaljeval srednjo šolo v Mariboru. Tam do konca? tako, jaz sem tako prvi 2 leti srednje šole sem naredil v Celju, 3., 4. letnik pa v Mariboru. Kje je bilo boljše? Je bilo kar boljše od Celja, pač sem imel več prijateljev, težko je bilo se v Mariboru navaditi, bil sem dejansko sam, prepuščen sredi malo večjega mesta. Takrat sem prišel, nisem vedel, kje je kaj. Je bilo kar malo težko, ampak sem se navadil. Dobro, da sem imel takrat dobre soigralce tudi v Mariboru, dobre prijatelje. Potem pa ja, odigral kadetsko in mladinsko ligo v Mariboru. Potem sem imel priložnost tudi sezono in pol igrati v članski ekipi. Takrat v 1. ligi? Tako. Klima Maribor? Tako. Klima Petek, ne? Klima Petek Maribor.
v generaciji oziroma tisti ekipi takratni, ki ima še zmeraj največji uspeh kluba, ki smo bili 4. v Sloveniji, pa igrali smo četrtfinale Evropskega pokala. Kaj zvenečih imen? Ja, Miha Zarabec, pol leta je zraven mene igral tudi Renato Vogrinec, Nikola Špelič, takratni je bil vtrkal na vrata hrvaške reprezentance, žal pač ga je poškodba ostavila, sedaj igral na Portugalskem pri Portu. Sam je nekaj kar dost takih imen, Ivan Pešič recimo, ki je prej branil Vespremo, zdaj branil Ligo prvakov v Meško Brestu, smo bila kolega na golu. Simon Razgor je bil kapetan ekipe, ki je zdaj isto igral v Meško Brestu v Ligi prvakov. Tako da je nekaj imen, bilo je takrat kar dosti takšnih, bom rekel, zvenečih imen, ki so igrali takrat v članski ekipi. No. Tudi minutaža dobra? Minutaža je bila na začetku kar nizka, bom rekel, ampak dejansko sem si s treningi izboril, tako da na koncu mi je tudi trener Marko Šibira dal priložnost v evropskih pokalih. Sem dobil tudi dosti priložnosti v državnem prvenstvu, ampak je pa res, da sem pa takrat treniral tudi 3-krat na dan. Aha, zdaj enkrat. Zdaj enkrat, zdaj... Če štejemo še vožnjo, vsak dan 2 uri, ne? Tako. Je to še en trening. Ja, vsak dan nam gre za vožnjo 2 uri, ampak se da potrpeti, se navadiš, tako da ni Kar tako iz Maribora potem v Trbovlje? Ne, v Mariboru se potem nekako nismo dogovorili za podaljšanje. Takrat sem potem po želji, po večji minutaži prestopil takratnega drugoligaša Pomurje. Pač nadaljeval sem študij v Mariboru in se vozil v Mursko Soboto na treninge. Tam odigral sezono in pol. Po pol sezone sledil prestop njihovem največjem rivalu Radgoni. Na želje takrat, ker je tam prevzel ekipo trener, ki me je imel v Mariboru, Kristjan Ladič. Te poznal. Tako, in je želel, da jaz pridem tja. Smo se dogovorili, sem šel tja. Še tam odigral sezono in potem je sledil prihod v Rudar. Kaj pa je botrovalo temu, da si prišel k Rudarju? To bi že v drugo ligo? Ne, prišel sem sedaj v prvo B ligo k Rudarju. No, prvo B. Tako, ja, stvar pa je bila v tem, da zaključil sem študij, vrnil sem se domov v Celje. Dejansko sem bil na tem, ali dejansko opustim rokometno kariero, ali pa pač nadaljujem nekje tukaj. Prišel je takrat klic iz Rudarja, ker pa sem se v drugi ligi dostikrat spopadel z Rudarjem, pa sem vedel, za kakšno ekipo igre, nisem dolgo razmišljal in se odločil, da pridem. Tudi tebi je ime Rudarja ostalo v glavi? Tista danja zlata tako, ja, leta? Bom rekel, zlatih časov trbovljskega rokometa. Se spomnim, ko sem takrat igral rokomet in je bila tekma Celje Trbovlje. Me je oče zmeraj peljal zraven na tekmo, spomnim se Nenada Stojakoviča, ko je še Dragan Gajić igral v Trbovljah recimo. Pa na vratih Prošt, pa na drugi strani Perić. Tako, tega imam v ozadju to sliko, do zdajšnje dvorane. Mislim, da tudi Rutenka je igral. Tako, ja. Tako da je bilo res, so bili res pravi derbi, vrhunski igralci, pa Kokšarov, pa tako naprej. Tudi zdaj, ko z očetom kdaj je pokramljaval v Trbovljah, kakorkoli se zmeri spomnim na teh časov. In zdaj si zadovoljen, 3 vratari ste, ne? Tako, 3 vratari smo. Kako je z minutažo? Ja, minutažo razdeli trener, pač trener se odloči, Jaka se odloči, kako bo razdelil. Moram reči, kako se Jaka odloči? V zadnje čase se odloča za mene, sem vesel, pač upam, da je prepoznal, da na treningu se res trudim. Bom pa rekel, da Jaka nima težkih stvari glede vratarjev. Vsi 3 je dobri. Žiga Radulović in Aljaž Hrabar sta oba dobra vratarja, kar pa je dobra stvar glede tega, da ima konkurence. Ja, to je vedno dobro. Omenil si Nenada. Ja. Res Pivota je igral, ne? Jaz se ga spomnim tisti svoji zadnji generaciji. Se mi je že skoraj smilil, ne? Smo včasih snemali, že težko je tekel, ne? Nekako s trdim kolenom, ampak še vedno je dal na tekmo nekaj golov. Zdaj pa pristal na invalidskem vozičku, ne? Že kar nekaj let, ne? Mislim, da je že tudi zadnje sezone bil resno poškodovan oziroma je nastopal s pomočjo tablet in podobnih stvari. Danes pa žal je res priklenjen na invalidski voziček. Tako da bo tudi, moramo omeniti, da bo petkova tekma Šmartnim, lokalni derbi, oziroma derbi, lahko rečemo, glede na lestvico. Derbi prvaka. Tako.
bomo gostili prvaka letošnje prve B lige. Bo ves izkupiček od predanih vstopničev za Nenada Stojakoviča in njegovo zdravljenje v Švici. Pride tudi na tekmo? To pa zaenkrat nimam podatkov, ampak mislim, da bo Kdo pa je v prišel. kontaktu z njim? Uprava? Mislim, da je uprava. Uprava, ne. In njemu se lahko pomaga, kolikor vem, ampak ne naše zdravstvene ustanove, ampak tuje, zato je pa treba plačati, ne. In zato potrebuje denar. Res je. In ravno zato se je vodstvo društva odločilo, zato verjetno so vsi videli sobotni intervju v časniku Ekipa, kjer je bilo predstavljen in njegova žal tragična zgodba. Tako da upam, da se bojo ljudje udeležili tekme v čim večjem številu in mu s tem, z nakupom stopnice tudi pomagali. Je pa upanje, ne, da še hodi. Ja, res je. Vprašanje je zdaj samo denar, ne? Ja, očitno ima upanje in upam, da se bo nabralo, oziroma da bodo tudi drugi ljudje, njegovi bivši soigralci in podobni stopili skupaj in mu pomagali. Kajti, ko so bili v dobrem skupaj, lahko bi jim pomagali tudi v slabem. Tako. Ti je dal kakšen gol? Ne, verjetno. Se bo še premlad takrat, ne? Se ga pa spomniš kaj? Spomnim se ga. Z očetom Tako, ja, spomnim se ga. Vem, da enkrat oče mi, tako, ki je bil fejs entuzijast, pa je rekel, poglej, kak je, ne, kak boš ti žogo vzel, ne, ampak res je bil, kolikor se ga jaz spomnim, pa še nekaj posnetkov, ko sem pač gledam tekme, je res bil močen pivot, zelo dober na žogi. Moram pa reči, da sem po mlajših selekcijah tudi imel priložnost igrati z njegovega sina, Vanje, ki je takrat še igral rokomet in dostikrat je tudi prišel na treninga pogledati. Na podobnem položaju kot oče? Ja, moram reči, da kar na istem položaju je bil tudi krožni napadalec. Bom rekel, po konstituciji je bil mu takrat kar podoben, bil malo močnejši fant, ampak no zdaj, ko smo se pa, mislim, da 14 dni nazaj smo se pa glih s tem Vanjo srečali, pa ni več očetov podoben, je pa zelo shujšal kakorkoli, ampak spomnim se pa Nenada tudi. No. Kar nekaj rokometašev Trboveljskega Rudarja, ki so se nekako kalili v zadnjih letih, tudi ko je Rudar igral v nižjih ligah, zdaj trkajo na ta večja vrata večjih klubov, Grošelj, Matic, recimo Pivovarna Laško, ne, reprezentant seveda, potem Strmljan v Šmartnem, pa še Gerek, pa še mogoče bi lahko koga omenili, ki so šli iz Rudarja v druge sredine, nekateri so se nazaj vrnili. Torej, težko je verjetno zadržati tiste najboljše, ne? Res je. Vas gledajo? Gledajo nas, obenem je pa samo gospodarstvo oziroma stanje v klubih primoralo te klube večje, da gledajo že pri mlajših selekcijah. Včasih so kupovali narejene oziroma izdelane igralce, danes pa iščejo že mlade upe. Tako je lansko leto so nam odpeljali, v bistvu po končani osnovni šoli Gorenje je odpeljal Urbana Starca, zelo visokega pivota in v njem vidijo talent, tako da so plačali odškodnino in ga s seboj odpeljali. Mislim pa, da je tudi sedaj še kar nekaj zanimanja za naše mlade igralce, ki so še v osnovni šoli. Pa spremljate potem v klubu razvoj teh fantov, ki gredo v druge sredine? Spremljamo in normalno, da spremljamo, če smo z njim sodelovali toliko časa. Tudi vedno nam je žal, ko gredo, ampak če imajo večje ambicije in jih je nesmiselno v bistvu zadrževati. Tako da spremljamo, ja. Kakšni pa so cilji, verjetno tvoji, da klub lepo ostane v tej prvi B ligi v letošnji sezoni? Kaj pa za naprej? Mogoče se kaj spogleduješ tudi še z drugimi klubi po kakšnem igralcu, ki bi pomagal? Do sedaj še nismo, ker smo najprej želeli oziroma še želimo zagotoviti ta obstanek tudi teoretično. Na to bo posledila pogovor z vodilnimi v klubu in sestavljanje nove ekipe oziroma upam, da v čim večjem številu, da bomo zadržavali te igralce, ki jih imamo, ter mogoče s kakim novim igralcem še popolniti kader. Kako pa ti vidiš klub recimo v naslednji sezoni? Se vidiš tu? Jaz bom rekel, da upam, da se bo klub odločil. Dejansko
podaljšati sodelovanje z mano. To je zdaj na trenerju in pa predsedniku oziroma upravi kluba, kakšne plane imajo naprej. Mislim, da potrebujemo še na kakšni poziciji kakšno okrepitev, ampak drugače, tako Jaka rekel, če ostane jedro ekipe, če zdržimo jedro ekipe, s takšnim delom je čisto dovolj oziroma lahko napredujemo še več. Koliko vas pa prihaja na treninge članske ekipe? Ja, moram reči, da je kar nekaj igralcev, ki so dejansko članske ekipe, to je nekje 12-15, če se ne motim, nekje tu. Potem pa še kadeti, ja, še nekateri tisti boljši kadeti, ki kaže največ perspektive, pridejo zraven, se priključijo. Tako da največjem številu nas je 15-16, recimo tako. Tako da se lahko igra tudi na 2 gola? Ja, seveda. Je tega veliko ali je bolj več bom rekel, taktičnih? Da pri Jakotu je tega dosti več, kot je bilo v začetku sezone pri Gregorju Peskatu. Tam je bilo več taktike, več kombinatorike na en gol. Pri Jakotu se pa več teče, več igra, pa se te stvari popravljajo skozi igro, kar pa je mogoče, mislim, tudi meni bolj paše. Bolj paše, ne? Ja. No, jaz sem prej povedal, ko smo šli na poti v studio, da sem imel rajši kondicijski del treningov, ne? Ti si pa delal, da imaš pa rajši tisti taktični, pa mogoče tekmo, ne? Ja, res je, pač vseeno sem pa le vratara, ne, bom rekel. Ja, pač pri nas v ekipi krožijo te heci v vratarjih, pa treningih in teh stvareh. Ja, pač vratarji rokometa smo specifični, ne rabimo toliko neke kondicije, teč, pa tega. Ampak ste pa tudi tarča, ne? Smo tarča, ja, ampak... Kaj zadene kdaj? Nekaj nas zadene, moram reči, ne. Tudi na ta račun se hecamo, da nas neki žog nas bo pa zadela, ne. Tako da, ja... Izgleda to zelo boleče, no, tako. Čeprav na otip je kar mehka žoga, ampak ni, ne? Ja, pa ni tako hudo, ko se čez leta se vse navadiš. Zdaj nekateri trenerji, vratarjev, ki se prav izobražujejo za to, pač zmeri pravijo, udar ti žogo, ne na tebe, ne. Je kaj povračilnih ukrepov potem? Če je nemirno, ne? Tudi sodnik ukrepa, ne? Ja, ukrepa, seveda ukrepa, se mora si zagotoviti mir na tekmi, ampak bom rekel, jaz se tako živim v tekmo, da tudi, če se mojemu soigralcu kaj zgodi, sem zelo v tekmi, ne pustim, da se kakorkoli, tako da, če pa kdo vidim, da je kjer od igralcev, bom rekel, malo predrzen, kak strel mimo glave, slučajno, namerno, ali pa da s tem, da bi me poskušal malo... Se to vidi? Vratarji to? Se vidi, kdaj bo podcintra oziroma vrgo direktno proti glavi. Podcintra se reče? Ja, mi rečemo podcintra, ne, ampak... Se vidi, kdaj ima ta namen, no, da te mogoče malo zmede, mogoče da ti zbije. In potem ti igralcu obrambnemu rečeš, popazi malo? Ne, jaz ponavadi, jaz sem tak, iz celjske šole se navadil, oziroma kakorkoli, moram rečem, pusti ga še enkrat. Ne. In potem, če mu branim, mu ponavadi zbijem motivacijo, oziroma še kaj se malo zaderem proti njemu ali pa karkoli. Tudi on vidi, da ni v redu tak. Drugače pa ne vidijo, ne, obrambni igralci to radi, ne, da jim nekdo vratarja uničuje, ne, s takimi podlimi streli. Ja, sej takih strelov je zelo malo, no. Je veliko fair playa že. Ja. Čeprav meni, to je tako hitra igra ratala, ne. Skus so neki kontakti. Kaj pa poškodbe? Jih je veliko? Glede na to, kakor zgleda, da je groba igra in kontaktov veliko, je poškodb malo. Na to vpliva res dobra fizična pripravljenost rokometašev, kaj ti morajo, nekoč so rekli, no, da morajo biti atleti, ker v rokometu so pomembne vse zvrsti, ki izhajajo iz atletike. No in, od metov, tekov, skokov in vsega, tako da je. Fitness delo. In pri nogometu se da nekako shajati 3-krat na teden treninge, recimo 3, tudi mogoče 4-krat na teden, pri rokometu pa ne, ne? Mi treniramo 5-krat na teden. 5-krat? Marsikdo verjetno tudi 4-krat. Marsikje pa 2-krat na dan, ne? Tako, tu pa v prvoligaških, sploh tistih boljših prvoligaških klubov se pa tako trenira. Kako gledate na uspeh slovenske reprezentance, ta zadnji uspeh, zmago recimo proti Hrvaški, ko smo že vsi mislili, da nam bo zmagala, pa na delo Veselina Vujovića, ki je bil fantastični igralec?
Ja, če jaz odgovorim, moram reči, da to je bila zelo dobra reklama za rokomet. Kaj rokomet lahko ponudi, dejansko nisi nikoli odpisan, zmeri se lahko vrneš. Lahko povezavo z to tekmo s Hrvaško lahko dejansko potegnemo s tekmo Ligo prvakov. Veszprém Kielce, isto Kielce so zaostajale 15 minut pred koncem, 8 golov, pa se vrnile po podaljških, po penalih zmagale Ligo prvakov. Dejansko ista zgodba, ne. Ja, rokomet je prišel do te mere, da je zelo hiter šport in dejansko, tako Jaka reče včasih na tekmi, ne, evo, namesto da smo šli na 2, smo zdaj na 0, ne, ker zapraviš na drugi strani, dobiš na drugi strani gol, pa je to. In hitro se lahko obrne, no. Kar se pa tiče Veseljana Vujovića, bom rekel, izjemna karizma. Tudi kakšnega igralca presenetljivo dal ven iz reprezentance, Ja, smo bili že mogoče malce jezni nekateri, ampak je Moram reči, pokazal. da nekateri selektorji so si dosti pustili, da so jih vodili nekateri reprezentanti, on pa je pokazal, kdo je dejansko tukaj šef, kdo bo govoril, kaj se bo tu delalo. In moram reči, izjemna karizma, tudi kot trenersko delo, ne, moram reči, da je odličen, ampak če se bo le tako naprej, no. S sočnimi besedami tudi. Ja, tako, mislim, tudi, bom rekel, tudi to mora kdaj biti. Jaz sem bil že v Celju, pa smo bili starejši dečki, ne, ko bi rekli ti mamica, če bi ti tako rekel doma, bi ti rekla, pej si uste umita, ne. On pa trener nam je pa dejansko povedal nekaj krepkih kar v obraz. Tako da... Jih mi ne bomo, ne? Mi tukaj jih ne bomo, ampak je pa res, da mora tudi kdaj to biti, tudi Jaka se kdaj razjezi, ampak vse v tistem žaru, oziroma tudi prav je, mogoče pa to tudi bolj zbudi med tekmo, ne. Še to je komentar? Ja, jaz bom povedal tako, da ta uspeh je bil res za slovenski rokomet zelo pomemben. Da se je, mislim, da tudi pri nas pri Rudarju še kar nekaj mladih pojavilo na novo na treningu. Po drugi strani je pa Veselin Vujović dodana vrednost za slovenski rokomet. Ni obremenjen z nikomer. Dosegel je vse v rokometu, tako da glede tega, da je odpisal nekatere igralce, je pa tako, da nobeden trener ne dela sam proti sebi. Je bilo že tako potrebno. In s tem lahko oddajo tudi končamo, mogoče še s tistim še enkrat povabilom na to petkovo tekmo, ki se bo začela kdaj na Rudarju? V dvorani Polaj se tekma Polaj, začne tako, ob 20. uri. Mislim, da bo tudi kar nekaj navijačev iz Šmartnega, ki jih zadnje tekme zelo, zelo podpirajo in si želijo osvojiti to prvenstvo ter ponovno iti v prvo ligo. In vaš izkupiček prodanih stopnic, stopnice pa so po? Mislim, da po 4 evre. Gre za Nenada, za zdravljenje. Tako. Hvala vama za obisk v studiu, pa še kdaj dobrodošla, ne? Mogoče, ko boste v prvi ligi, ne? Prvi A-ligi. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.